katere pretekle politike občine so bile pravilne in jih boste podpirali tudi v prihodnje, kaj pa je bilo narobe, kaj bo treba spremeniti. Začnemo kar s prvim, gospod Stražar. Kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, to je težko vrednotiti. V vsaki stvari je nekaj dobrega, v vsaki stvari je nekaj slabega. To bilo je narejeno v Kamniku kar veliko, zdaj je samo vprašanje, ali je to v pravim času, na pravim mestu. To je stvar raznih debat. Jaz bi se izognil recimo raznim cestnim, ne bi bilo proščeno, ne afera, polemika, ne. Ampak bi se pa spotaknil po našem mnenju zelo nesmiselno pozidavo stanovanjskih gradenj, s tem se je močno povečalo število mladih družin, ne razumeti napačno, nismo proti preseljevanju, taka mlada, ker tako preseljevanje predstavlja neko poživitev starajoče se mesto. Ampak pozabili pa smo na vse spremljače probleme, ki so nam jih gradbinci pustili. Otroškovarstvo, šole, zdravstvo, domovi upokojencev, na koncu pa žal tudi pokopališče. Bilo bi smiselno več se ukvarjati s kmetijstvom, več se ukvarjati z turizmom. Tu je velika rakrana, naša slavna velika planina. To revizijsko poročilo, če ste ga prebrali, je katastrofalno. Potem promet, ali smo dovolj storili za promet, ali dovolj skrbimo za našo pozicijo, ali smo sposobni nekega takega hrabrega projekta, kot je bila gradna obvoznica pred desetletji. V zadnjem času se je pojavila ideja, da bi celo to železniško progo od železniških postaje odstranili. Hvala. Najlepša hvala, gospod Stražar, gospod Žalbi, besedo podajamo vam na mikrofon. Lepo zdrav tudi z moje strani. Zadnje obdobje bi izpostavil predvsem, kot je že gospod Stražar omenil, posedamo ob Ljubljanski cesti, vse skupaj iz mesta, kajti v Kamnik je prišlo ogromno ljudi, novih, ki nimajo v Kamniku zaposlitve. In Kamnik je postal nekako spalno naselje. Ne smemo pozabiti na industrijo, ki je bila v preteklosti v Kamniku zelo močna. Ko je industrija umirala, se ni nič naredilo za delavce. Ogromno jih je ostalo brez zaposlitve. V Kamniku, ravno tako se mogli spet iz Kamnika. Dost bi se dal narediti na področju turizma in tudi s tem bi lahko zagotovili nova delovna mesta v občini. Narejenih je bilo kar nekaj cest in asfaltiranih v celi občini, vendar pa so te ceste, sploh tiste v malo bolj odročnih krajih, v zelo slabem stanju. V zadnjem času, ko smo malo hodili okrog, smo opazili tudi, da ni bilo pravega stika s krajevnimi skupnostmi. Sveti krajevnih skupnosti so ostali nekako brez moči in se čutijo nekako odrinjene od občine in problematike. Hvala za besedo. Poglejte, v datnih dobah pravzaprav nisem uspel v občini Kamnik doseči, da bi kupili premično merilno postajo, ker sem se znatno zavzemal, ker je v Kamniku za tukaj ni več toliko razstažen, ker bi leta 1922, pač nismo to uspeli. Potem treba zaščititi Kamničane glede motečega hrupa pri nekaterih proizvajalcih, vendar tudi to smo skušali postoriti, obče slediti zadevo potrudila, skušali pomagati, vendar treba v naslednjem mandatni dobi še veliko več postoriti. Na 22. in 26. Na prvi seji smo se tudi odbor zvali obče Kamnik, smo se tudi pogovarjali o celoviti presoji oziroma o študiji zdravstvenega stanja občanov Kamnika, ker je bilo primerno, da se bi ta zdravstvena analiza oziroma študija postorila, res je to zelo draga zadeva bila, pa ni bilo mogoče to uresničiti. Mi se bomo še naprej zavzemali
za to zadevo, da bi se končno videlo iz čega in na kakšen način Kamničani bolejo, predvsem na dihali, kjer recimo precej prašnih delcev je 50. Zdaj so 40 let to analizo in ugotovili, da prašnih delcev je 50, povzroča tudi promet in ostale zadeve oziroma proizvodna znamo škodujejo dihalom. Potem dobrega pa je to, izgradno novih vrtcev, Snegučica, potem do izgradno osnove šole 17. julija, potem vrtec na Parodni in tako naprej. Spreda se potem za 10 uvedla mesečna subvencija v vrednosti 103,10 € za otroke, ki niso v vrtcih, ki se pravi, da je to zadeva zelo vedno že prv. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Majnik, vaša mislijo preteklosti. Ja. Vse skupaj bi prav lepo pozdravil. Lista za moje mesto in vas je v preteklih 2 letih vidimo malo manj, kot smo se pač ustavili kot civilna iniciativa Skromnika za moje mesto in vas. Mi smo imeli pač v teh 2 letih 3 svetnike v občinskem svetu. V tem mandatu in tudi prej smo se zavzemali, da bi prišli na površje prioritetne težave Kamničanov in tako lahko reči, da smo se več čas zavzemali za reševanje otroškega varstva. Tako da tudi moja pobuda, da se sprejme norma, da vsi otroci, ki niso v vrtcu, dobijo starši 150 €, tako da se pač sami znajdejo, da dobijo otroško varstvo. To v prvem poskusu je šlo čez, sicer so pa to zadevo nekaj modificirali, popravili, tako da zdaj dobijo starši 102 €. Mislim, da je ta naša pobuda dobila pozitivno pri vseh slednikih in jaz sem še enkrat, da se zahvaljujem vsem, ki so pritisnili tipko, da smo to storili. Mislim, da so nam starši vseh hvaležni. Vsekakor smo zagovarjali to dejstvo, da so vsi otroci enakopravni pred zakonom in smemo biti diskriminacijo ravno za to enakopravno. Druga taka največja rak rana se mi zdi sam prevoz. Prevoz iz Kamnika v Ljubljano z vlakom je 45 minut, to je že čiha puha, tako brzino mu nekaj zdaj 6000 Kamničanov se voz v Ljubljano službo, tako da jaz se samo vozim nekaj časa se voz z vlaka, zdaj z avtom, ker je vlak predolga zgodba, mi vzame preveč časa, ampak dejansko tukaj bi bilo treba res nekaj narediti. In kar je še bistveno, Kamničani, da ta potencial, ki je Kamničani, da ostane v Kamniku, da Kamničani delamo v Kamniku. Res je to težka zgodba, ampak bistveno je, da bi pač pogledali dobre prakse sosednih občin. Vransko, Šenčur, Cerklje, Komenda, ogromno nekaj občin, že samo v okolici. Najlepša hvala. Kako vaše misli, gospod Kučič? Ja, najprej lepo pozdravljeni v imenu kandidatk in kandidatov stranke Zares. Ja, Zares kandidiramo za občinski svet, morda v poplavi promocijskih gradiv tega še niste opazili. Naša kampanja je v tem težkim časom primerno skromna. V preteklosti ne bom veliko, ker volitve so zato odločajo prihodnosti. V preteklosti nas je od vsega najbolj motil to, da v občinskem svetu nismo zaznali, da bi bilo slišati glasove vseh občank in občanov. To pogrešamo. Zato gremo na volitve, da bomo tudi vaš glas v občinskem svetu. Kaj potrebujemo? V prvem letu 2011, v prvem letu novega mandata, nujno potrebujemo to, kar smo do sedaj pogrešali. Strategijo trajnostnega razvoja naše občine. Da se ne bo dogajalo, da bodo investitorji tisti, ki bodo narekovali, kaj bomo gradili in kje bomo gradili. Zato se nam dogaja trgovski centri, mostovi na mestih, kjer še leto nazaj niso bili predvideni. Ena od pomembnih stvari je zagotovo to normalizirati stanje za vse občanke in občane. Dobra poteza je, da imamo veliko mladih v Kamniku, vendar zagotoviti jim moramo primerne pogoje. Poskrbeti potrebno za osnovne zadeve in to je ena od stvari, ki so bile moteče. Žalostno je tudi, da so se morale dogoditi civilne iniciative staršev, zavrnenih otrok, da so se zadeve premaknili. Moramo pohvaliti področje družbenih dejavnosti. V zadnjih 4 letih se jih izboljšuje. Videti je, da se število zavrnenih otrok bo zares zmanjšalo konec leta.
vendar vedno je tukaj občutek, da so starši tisti, ki so porinili ta voz občinski, ne pa samo občina. Ob tem bi še... Hvala. Hvala vam, gospod Smonika, beseda je zabili tudi vaša. Lep dober večer, tudi z moje strani, v imenu Liste Toneta Smonikarja. Kot pred 4 leti sem tudi sam se tokrat odločil, da pristane na 10. mestu, torej na koncu 4. volilne enote. In seveda zdaj sem v tem hipu na nekem precepu, na nekem pragerju, na neki zatožni klopi. Ampak vendar ne bom skušal posamezne vsebine, vendar ne komentirati. Predvsem stranke, ki so v parlamentu pred 4 leti izglasovali vse mogoče bonitete za otroke, so proti mladim v Kamniku. To je problem. Pokopališče. Pokopališče je problem zaradi meščanske korporacije, ki vztraja kljub reviziji na Vrhovnem sodišču, da nimajo pravne legitimitete, še vedno vstajajo na pritožbah. Mi čez 5 mesecev ne bomo mogli pokopati nobenega Kamničana. Delovna mesta. Delovna mesta 2,9 je bilo pred 2 letoma nezaposlenim v Kamniku, to je bilo nekaj čez 500 ljudi, tisti, ki so konstantno nezaposljivi. Industrija. Občina Kamnik samo ustvarja pogoje. In mi smo ustvarili kar veliko pogojev, nove izvedene načrte, ampak ravno v ponedeljek sem bil v Bruslu, ko me je naš predstavnik, ko smo govorili o tem, prav župan, dobro, da iz neke industrijske cone razvijal, kajti za koga? V Komeni imamo 1000 cono za 1000 delovnih mest, za koga? Turizem, o tem morda kasneje, ceste, ja, vsi so bili proti povezovalni cesti, ki smo izgradili z večinoma z evropskimi in državnimi denarji. Robi oprosti, v petek zvečer ob pol 10 sem te srečal s svojo ženo, ki je bil najbolj proti, si se sprehajal po povezovati, most si gledal in Bistrico, čudovito. Šole, vrtci. Do Miklavža bo 17 novih oddelkov, do Miklavža in predvidoma do novega leta še 7 novih oddelkov, torej 24 oddelkov za otroško varstvo. Zdaj, za blok svete, če jih Mislim, da občinski svet je ena zelo dobra stvar, takrat, ko je dal besedo predstavnikov staršev v zvezi z vrtci. Ta stvar je bila predrobna in dejansko so takrat starši dobili možnost, da so povedali svoje mnenje. Bilo je sicer precej hudo, so se malo donosili z demonstracijami in ta stvar mislim, da je na celotni občinski upravi zamenjala nek duh. Do takrat je bil to nekako nek strošek, takrat se pa nekaj stvar prevesta v to, da imamo danes praktično vse vrtce rešene. Če ne bo vse rešeno, sem prepričan, da bo naslednja župana ali županja to do konca rešil. Ampak je nastavek je pa dobro. Mislim, da je to prava stvar, da smo se pravi občinskem svetu dali tudi možnost govora ne članom, ljudem, ki niso člani občinskega sveta. To mislim, da je ena izmed zelo dobrih stvari v občinskem svetu. Kar je bilo slabo, je bil primer glasovanja v občinskem svetu, ko smo glasovali v Kolandiji. Stvar je bila zavrnjena, potem je pač župan prekinil sejo, mečkaj je pač svetnike postrojil, rekel, da je ta koalicijska zadeva začela delovati in zato jaz upam, da v naslednji fazi, v naslednjem mandatu ne bo prišlo do tega, da bi župan naredil se neko koalicijo, ker mislim, da v tem primeru, ko so vaši svetniki izglasovali, bili proti tej zadevi, da so prvič glasovali po svoji vesti, ker drugi so pa mečni po teh koalicijskih zadevah, kar nič ga je vse legalno, legitimno, ne bo bi mislil. Ampak sama stvar je predstavljujem kot nekaj slabega. Potem mislim, recimo, da občinski svet v tem preteklem mandatu ni naredil nekaj, kar bi v zadnjem času mogli narediti. Mi smo začeli ločevati odpadke. Od tega trdnem, da mogli občanke in občani nekaj imeti. Mislim pa, če 1 evro znižati stroške odmora, se ne pa za 1 evro. Ta stvar je že bila v občinskem svetu, tle pa mislim, da že pa ni kriv, da je pač občinska uprava na nek način to točko okrila. Točko, kjer bi pač Kamničanke imeli manjše račune. In ta stvar mislim, da ni bila, da to se ne bi smeli govoriti.